Lep pozdrav vsem prisotnim na današnjem sestanku, kot smo poimenovali današnje srečanje, sicer z zelo dobrim odzivom medijev, je to postal bolj tak javni sestanek, oziroma nekdo je tudi rekel tiskovna konferenca, ampak v bistvu je ta sestanek na podlagi prejšnjega sestanka, ko smo bili mogoče malo manjšem krogu, in smo se par stvari dogovorili in seveda del tega dogovora bi danes tule naredili korake naprej. Najprej torej vsi prisotni pozdravljeni, prisotni ste predstavniki lastnikov in uporabnikov poslovnih prostorov na Partizanski ulici in širše morda še kdo. Predstavnik Petrola, se meni ni znan, da je kdo, po mailih so dolgo razmišljali, ali bi prišli ali ne, pa očitno je njihova PR služba ocenila, da jih ne bo, torej Petrola ni. Z nami je obrtna zbornica Ravne na Koroškem, predstavnika gospodarske zbornice, ne vem, kdo, mislim, poznam jih, že jih ne vidim. Potem je z nami odvetnica Irma Pavlinič-Krebs, ki je specialno pogledala svojo koncesijsko pogodbo, v kateri je bilo nekaj govora tudi na prvem sestanku. Opravičil se je Jani Prednik, poslanec v Državnem zboru, imajo delo v Državnem zboru. Vabljena je tudi Agencija za energijo Republike Slovenije, pa tudi mislim, da ni, razen tisti gospod tam, ampak mislim, da se bi predstavil. Ni. Torej, Agencija za energijo tudi ni, žal, pa to je pravzaprav ključna agencija, ki potrjuje cene, katero predlaga izvajalec izbirne gospodarske javne službe, in pa so prisotni vsi novinarji, ki ste se udeležili v zelo dobrem številu, in pa tudi vidim nekaj občinskih svetnikov in svetnic, našega občinskega sveta občine Ravne, tako da vsi skupaj dobrodošli, in pa seveda občinska uprava kot strokovna podpora celotnemu sestanku. Torej, danes bi v bistvu pogledali nastalo situacijo, kakšne so možnosti, kaj so problemi, kaj smo izvedeli v tem času. Veliko od vas je tudi pisalo direktno na agencijo, hvala vsem, ki ste povratne informacije nam dajali. Tudi na ministrstvu se je v vmesnem času pisal protest občinskega sveta oziroma svetniških skupin občinskega sveta zaradi seveda nastale situacije. Mogoče bi uvodoma prosil odvetnico oziroma v nadaljevanju, da predstavi, kaj je zapisano v koncesijski pogodbi, kakšne so možnosti, da torej predčasno, pred iztekom koncesijske dobe občina prekine to javno pooblastilo oziroma izvajanje te javne službe obstoječemu koncesionarju. Drugič je dejstvo, seveda najbrž vam dobro znano, da nočejo zaenkrat slišati o znižanju cene. Mi smo jim večkrat pisali, tudi vi ste pisali, mislim, da gospod Cirk se je zelo angažiral, kje sedi tam. Skratka, nerazumljivo in upam, da bomo tu, jaz ocenim, da je to šibka točka, zdajšnje cene, da se je seveda bistveno znižala cena plina na javno znanih podatkih na evropskih borzah, kar so naše strokovne službe tudi nesporno ugotovile, oni pa ne želijo predlagati novega znižanja cen. V letu 2018 se je cena ogrevanja na Ravnah spremenila 6-krat, torej so 6-krat v enem letu spremenili ceno na zgornjo vzdolj, v 2019 mislim, da 3-krat, 4-krat, skratka, bili so mesečni, 3-mesečni spremembe cen. Tokrat ne želijo popuščati oziroma nam pisno odgovarjajo, da bo ta grozno 223 evrov na megavatno uro cena veljala za celo leto 2013. Kar pomeni, da kljub temu, da bo zdaj konzum v smislu 2023, pardon, da bo konzum zdaj seveda padel, ko bo nas grelo sonce, da nas čaka spet katastrofa, seveda v novi kurilni sezoni v prvih 3 mesecih, torej oktober, november, december, in tu računamo, da bi bila ta šibka točka, v kateri seveda, bom rekel, ima politika svoj vpliv, da se cena zdaj mora znižati, da je že prvič neupravičeno visoka, ampak dobro, zdaj mogoče januar bomo težko dosegli, februar je bil še višji v smislu konzuma, ne v smislu cene, ker se tudi regulira cena plina. Cena plina je regulirana, cena elektrike je regulirana tudi za gospodarstva, to je tudi odvetnica ugotovila, medtem ko cena toplotne energije je regulirana zgolj za občane, ne pa za gospodarske družbe. Kar je tudi malo sporno, zakaj so šli v diskriminacijo, da torej podjetja, ki se grejete na plin ali elektriko, imate zamejeno ceno, podjetja, ki se grejejo pa na toplotno energijo, pa nimajo zamejene cene energije. Za občane pa so zamejili za vse 3 kategorije, to me ne bi znano. Občani plačujejo po 98 evrov na megavatno uro,
javni subjekti 145, vi pa 223 evrov na megavatno uro. No, jaz govorim tiste variabilne, ko oni objavljajo, ja, kamor so da z 223 zajeli tudi javne zavode, občine, mi smo tu najbolj nastradali na ZKŠTM-ju, Koroški srednji knjižnici in pa so tudi šolah, na vrtcu malo manj, no, ko je že na elektriki ta velika enota vrtca. Tako da tu, okrog tega bi danes tekla debata, no, če ste, Ivan, vi kaj novega pravzaprav ugotovili, pisali, kakva nova ideja. Ideje so, da jih tožimo za poslovno škodo, ideje so razne krožijo, kako odreagirati na to situacijo, ampak obenem pa so, da se zavedamo nekih svojih omejenih možnosti, za razliko od države, kajti seveda Petrol je državno podjetje, v večinski lasti države, torej seveda v tem konglomeratu SD Slovenskega državnega holdinga, skratka pač na koncu je lastnik Vlada Republike Slovenije, predstavlja lastnika, obenem je Agencija Republike Slovenije za energijo Mariboru državni organ, je sicer javna, neodvisna regulatorna agencija zaradi monopola, ki je na tem področju, so cene Evropske unije seveda regulirane, ampak to je državna agencija, od katere še nismo prejeli elaborata cen, zahtevali smo po zakonu o informacijah dostopa javnega značaja, da nam dajo elaborat, torej kalkulacijo cen, to morda na naslednjem sestanku pogledamo, no nimamo še točnih podatkov v tem smislu. Potem je seveda tu Ministrstvo za okolje in prostor ter energetiko, kjer je državno ministrstvo, ki odloča o zamejenosti cen in bi lahko seveda zamejilo cene, tudi za nazaj lahko zamejijo in vam dajo dobropise. In pa tu je še Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem, ali kaj so MGRT, no skratka to Hanovo ministrstvo, ki pa skrbi za segment malega gospodarstva in je seveda politično odgovorno, da pač gospodarske enote ne umrejo oziroma da delajo čim bolj dobro. Tako da v bistvu imamo naslovnika 4 državne inštitucije in računamo, da bi vendarle tu nek premik bil dosežen v smer koristi, v smer razumevanja situacije, šibke točke, kot rečeno, jaz vidim 2, ta diskriminatornost, na katero je tudi odvetnica opozorila, da ne zamejijo zgolj toplotne energije, in pa šibka točka, da je nedvomno padla cena plina, da tudi če so v paniki kupovali lani, julij, august na borzah drag plin, to ne sme biti naš problem, naj prekinejo pogodbo, plačajo penale in kupijo svoj cenejši plin. Tako bi rekel, razmišljamo po neki kmečki logiki, kamo lahko dosegli, pa so da stvar in politike in so tudi nekoliko pravne norme, kajti dolžni so seveda najbrž učinkovito opravljati to javno službo, ne moramo pristati na to, da če se bi cena zdaj pa 1000-krat povečala, bi pa 1000-krat bilo zadeva dražja, če vemo, da v bistvu realno ne narašča. Če bi realno naraščal, je spet drugo, ne, ampak strokovne službe občine so ugotovile, pa ne bi tudi vi znate spremljati borzo plina, plin je zdaj v tem trenutku seveda bistveno nižji, kot je bil lani poleti. To je toliko uvodoma z moje strani. Zdaj, če se strinjate, bi najprej, kaj je spoznala oziroma proučila ponovno, no, odvetnica, gospa Irma Polinič-Klevič, glede koncesijske pogodbe, pol bi pa šli naprej, no, po točkah. Hvala lepa. Lepo zdrav vsem. Vprašanje, ki je bilo naslovljeno na mene, je izviralo iz vaših vrst in sicer pod kakšnimi pogoji je mogoče obstoječo koncesijsko pogodbo spraviti sveta in narediti drug način oskrbe z zemeljskim plinom in distribucijo toplote v občini Ravne na Koroškem. Zdaj jaz bom skušala biti čim manj pravniška, pa vendarle bom morala pač vam par določil pogodbe, jaz sem jih zbrala, bom probala biti zelo hitra. Koncesijska pogodba za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote med občino Ravne na Koroškem ter družbami Petrol je bila sklenjena 20.12.2002 in sicer za dobo 30 let, to pomeni do leta 2032. Predmet v kratkem je bil sledeč pogodbe: zgradi omrežje, vzdržuj omrežje, mi ti podelimo skratka javno pooblastilo,
upravljati s tem omrežjem, to pomeni ga vso dobo vzdrževati, priključevati nove uporabnike in skrbeti za nemoteno, okoljevarstveno, korektno oskrbo občanov z toplotno energijo. Poenostavljam. Zdaj, seveda, vprašanje, ali je v okviru, bom rekla, zgradi in vzdržuj, izvedel koncesionar svoje obveznosti. Gospod Tadej je tu mi pokazal, in sicer je skupaj investicij v tem obdobju, v izdelavo in v izgradnjo, v obnovo na območju občine Ravne na Koroškem bilo vloženih 3.995.673,31 evra. Očitno po načrtu, ki je bil med občino in koncesionarjem usklajen za nemoteno oskrbo in tudi povečano tam, kjer se potrebe pojavijo. Zdaj, to vsako koncesijsko razmerje, kot to določa Zakon o gospodarskih javnih službah, lahko tudi preneha. Zakon določa 4 načine možnega prenehanja takega koncesijskega razmerja. To je s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odkupom koncesije, z odvzemom koncesije ali pa s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijski obrat občine. To je pač Zakon o gospodarskih javnih službah, ki je seveda širši, določa te oblike, ima tudi za vse ostale gospodarske javne službe. Zdaj, prenehanje koncesijske pogodbe. V skladu z istim Zakonom o gospodarskih javnih službah ta koncesijska pogodba preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena. Če bi bila sklenjena za nedoločen čas, lahko z odpovedjo ali pa z razdrtjem. To je drugi razlog, čas pač pri nas še ni potekel, konec koncesijske pogodbe bo leta 2032, razdrtje pa je mogoče. Koncesijska pogodba, naša aktualna, ki je bila seveda spremenjena z aneksi, bilo jih je 9, spremenjena je bila pa tudi zato, zaradi uskladitve s spremenjeno energetsko zakonodajo. Koncesijska pogodba se je zato v členih, kjer je soglasje k spremembi cene, kot jo je predlagal koncesionar, odločal pristojni občinski svet, seveda spremenila oziroma so se členi črtali, kajti energetska zakonodaja je določila kot pristojen organ, da vsakokratno spremembo cene ogrevanja presodi in da koncesionarjem in drugim operaterjem Agencija za energijo. Torej, v tem segmentu so pristojnosti, kot so včasih bile na občinskem svetu, ki je soglašal z dvigom cene, v celoti bile zaradi spremenjene zakonodaje prenešene v okvir in presojo in pristojnost Agencije za vse operaterje v Republiki Sloveniji. Tako da v tem delu je koncesijska pogodba, te členi so bili črtani, kjer je bilo določeno, na kak način občinski sveti dajejo soglasja k povišanju cene na predlog koncesionarja. Torej, koncesijska pogodba določa od 42. do 44. člena možnost enostranskega razdrtja pogodbe strani ali koncesionarja ali koncedenta, torej ali občine ali družb Petrol, in sicer določa razloge in pogoje za razdrtje ter medsebojne pravice in obveznosti, ki jih imata obe strani po razdrtju take pogodbe. V skladu z 42. členom koncesijske pogodbe lahko občina enostransko in brez odpovednega roka razdre
pogodbo zlasti v vsakem primeru bistvenih kršitev koncesijske pogodbe, ki jih primeroma koncesijska pogodba našteva. Z njimi vas ne bom obremenjevala, ker jih je preveč. Osebno menim pa, da bi povišanje cene, vkolikor bi bilo neupravičeno, bil lahko razlog za razdrtje koncesijske pogodbe. Poudarjam, vkolikor bi bilo neupravičeno. Tu se, po mojem mnenju, seveda soočimo s problemom, da vsakokratno spremembo cene ogrevanja vsakokratna sprememba je predmet presoje in soglasja Agencije za energijo. Torej, naš koncesionar samovoljno ne določa teh cen. Potrdi in soglasje dobi na Agenciji za energijo. Cene, kot jih oblikuje koncesionar, pa morajo biti oblikovane v skladu z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Torej, koncesionar ceno mora oblikovati v skladu s pravili igre, tako in dobi soglasje. In te cene, ki so potrjene na agenciji, seveda nam predstavljajo resen problem presoditi morebitno protipravno ravnanje koncesionarja ob oblikovanju te cene. Jaz to ne znam, razumete? In štejem, moramo šteti, vkolikor je bilo to v skladu z metodologijo pripravljeno in je agencija soglašala, da je cena korektno oblikovana. Sam dvig cen energenta menim, da ne more biti razlog ali pa dejanje, ko ga torej upošteva koncesionar pri oblikovanju cene, ki potem dobi soglasje, da bi bilo možno razdrtje pogodbe, da bi rekli, da je cena napačno oblikovana. To presega moje strokovno znanje, verjetno tudi strokovno znanje vseh, ki se eksplicitno in ne ukvarjajo z tem vprašanjem. Smo pred dejstvom, da je pristojen organ Republike Slovenije, to je agencija, na podlagi metodologije, ki je sprejeta kot predpis in velja za območje Republike Slovenije, potrdila našemu koncesionarju ceno, ki jo je pravilno oblikoval. Pa vendarle gremo teoretično naprej. Da je torej cena teoretično neupravičeno oblikovana, kar bi omogočalo koncedentu, da razdre pogodbo. V tem primeru tudi naša koncesijska pogodba določa, torej kadar bi prišlo do enostranskega razdrtja pogodbe po izključni krivdi koncesionarja, da koncedent v tem primeru dobi nazaj pravico uporabe celotnega omrežja z vsemi objekti in napravami za distribucijo plina in toplote, razen pravice do uporaba omrežja iz 4. odstavka 2. člena pogodbe, to pa je tisto omrežje, ki je na dan podpisa pogodbe že odprej bilo last koncesionarja. Koncedent mora tudi v tem primeru, ko koncesionar bi kršil torej pogodbo, povrniti vložena še ne amortizirana sredstva pravice do uporabe, to se ta višina izhaja iz amortizacijskega načrta, in zmanjšano za škodo, ki je nastala zaradi predčasnega prenehanja koncesije. Škodo se je ob sklenitvi pogodbe pavšalno ocenilo, kar je mogoče, na 20% od neamortizirane vrednosti pravice do uporabe plinovodba in toplovodnega omrežja ter objektov in naprav za distribucijo plina in toplote. Torej, posledica
kršitve koncesionarja, ki mora biti nesporno ugotovljena, da nastopi taka posledica, ki sem jo zdaj pojasnila, je, da občina, torej koncendent, dobi nazaj v upravljanje vse, kar je bilo zgrajeno, razen tistega, kar je koncesionar imel prej zgrajeno. Kljub temu mora povrniti koncesionarju škodo vloženo po tem amortizacijskem načrtu, ampak ta škoda se zmanjša za 20%, ker je vendarle upravičeno zaradi krivde koncesionarja prišlo do predčasnega prenehanja koncesije. Zdaj, pri vseh ostalih načinih prenehanja koncesijske pogodbe, to je za primer, da bi koncesijska pogodba prenehala veljati iz razloga, ki je na strani občine, koncendenta, da se torej občina odloči razreb pogodbo iz razlogov na njeni strani. Enaka sankcija je določena za naslednji možen način, to je odkup koncesije, in enaka za odvzem koncesije v koncesijski pogodbi, kar so tudi možni načini prenehanja. Tudi sporazumno je mogoče, to pač pogodba ne določa, ampak se morata strani o vsem dogovoriti. Za ostale primere, torej kadar koncendent želi iz razlogov na njegovi strani, o predpostavki, da koncesionar ni kršil pogodbe, da jo korektno izvaja, pa je v vseh teh primerih sankcija, posledica, seveda prehod vsega, isto velja v upravljanje, dobi vse občina, vse, kar je bilo zgrajeno, mora pa koncendent koncesionarju, torej občina koncesionarju izplačati protivrednost vloženih še neamortiziranih sredstev iz naslova pravice do uporabe, to je enako, nič znižano, in polovico izgubljenega dobička, predvidenega do konca koncesijskega obdobja. Zdaj, seveda, to vprašanje povrnitvenega zahtevka koncesionarju v obeh primerih, krivdnem ali pa na ostale načine, se seveda pojavi vprašanje višine, koliko bo v vsakem primeru treba še, ker to je vendarle ta pogodba zdaj približno na dveh tretjinah, ena tretjina je še za izvest, je vprašanje višine povrnitvenega zahtevka ter finančna zmožnost občine tak povrnitveni zahtevek poravnati, pa kar se mi zdi še bolj pomembno, najti drug način izvajanja te službe in nemoteno oskrbo občanov. To je treba pač vzporedno, seveda, v vseh teh primerih peljati. Tako da sem na voljo za vprašanja, sem skušala biti kratka. Hvala, Irmi, za ta sprehod skozi koncesijsko pogodbo, delno zakonodajo. Zadeve so, da glede na to, da smo na 2/3 koncesije, 20 let od 30, niso tako enostavne, ker ti seveda dolžni smo organizirati to, sicer izbirno gospodarsko javno službo, in dvomim, da bi se najdel kdo, ki bi to odkupil. Občina se zagotovo ni v stanju, ne razpolagamo z milijoni evrov, varianta bi bila, da do drug odkupi, kako bolj močno podjetje vstopi v to koncesijsko razmerje, to bi bila edina možnost, ampak videli ste, da ni enostavno. Pa da hkrati je mnenje pravne službe oziroma odvetnice, da ne kršijo, da oni v bistvu ne morajo biti na dikcijo. To nikoli ne moreš, se upravičujem, župan. Jaz ta trenutek, se pravi, ko je cena potrjena, jaz imam problem očitati koncesionarju, da si je ceno samovoljno in nepravilno določil. Neupravičeno povišanje. Ja, neupravičeno povišanje. Ok.
To je zdaj s te strani, no, to smo rekli, koncesijsko pogodbo, žal Petrola ni tu, no, da nam bi on razložil, utemeljil, a res ne more znižati cene, torej v mesecu aprilu, naprej, no, marca smo že. Tu žal dobivamo mi pač na vse dopise, klice, uradna pojasnila PR služb, ne boste podobno prejemali, no. Pa še napisali smo eno stvar, no, da se v proračunu občine zagotovi denarna sredstva subvencije, to je zagotovljeno, no. Občinski proračun ima zagotovljeno sredstva v proračunu, da se bo lahko pomagalo ali prebivalstvu, ali društvom, ali tudi gospodarskim družbam, no, glede na to energetsko draginjo. Teda tu denar je zagotovljen, treba je seveda samo še sprejeti en pravilnik, pa potem sprejemati vloge za posamične primere. Seveda, no. Torej, toliko Ivan smo zdaj napisano tu, strani sedeli smo torej 2. marca, danes smo proti koncu marca, ali? In bi prosil koga še za besedo, no, nekateri ste bili zelo aktivni, prisotni so svetniki, prisotni so pisci pisem, prisotni smo tudi vsi, ko smo pritiskali na politične organe, no, če je tu kakva ideja, oziroma mogoče gospodarska obrtna zbornica, imate vi kak odziv? Tudi smo opozorili, pač to, a ne, tu uporabljajo tudi odvečno toploto železarne, ampak je tudi bil odgovor, da pač ja, da tudi to morajo plačati. Zdaj na samo ceno mi tako ne moramo vplivati, ampak dobro. Pol smo pa seveda, ker smo dobili tak odgovor, da pač oni ne morajo narediti nič, naj se obrnemo naprej na ministrstvo. Smo dali, je dala Obrtna zbornica Slovenije, je dala ministru Hanu tudi pobudo, da naj pač to preučijo, da bi tudi isto regulirali ceno za tudi daljinsko ogrevanje, ko pa je zastala. Zdaj zaenkrat, če nismo dobili odgovora, zdaj danes ima spet naš predsednik z ministrom sestanek, jaz upam, da bojo mogoče vseeno nam prisluhnili, no. Zato, ker, ja, take visoke cene ogrevanja so da male, mislim, ne bojo zmogli, no, ali Mislim, ne prej ogroža, to ja. enostavno niti rezerv nimamo več, to je največji problem. Če bi imel človek kakšne rezerve zadnje, se ne bi to vsekiral, tek pa... Saj ni samo to. Vse je izčrpano, do konca. Pa vse ostalo. Tako. Je to in mi ne moramo dokazati, da so... Ja, možete videti tako ča, ja. Ja, se pravim, to mi ne moramo, ali to jim dokazati, da so oni nerazumno ceno dali, ja. Sem pa malo gledala tudi po ostalih daljinskih ogrevanjih po Sloveniji, jaz ne vem, no, mislim, mi smo prej imeli nizke cene, ali? Ampak zdaj imajo po drugod tam po 76 evrov za megavatno uro. Nekjer ni petrol, ali? Petrol. Petrol, no. Ja, prav petrol, jaz sem gledala, ja. Edino Sladki Vrh ima, oni imajo pa 275, se mi zdi. Vse ostalo. Visoko, Hrastnik je tudi visoko. Hrastnik, ne vem, pač tu sem malo gledala, kar je njihov, ali? Tega, ja. Dobro, torej Obrtna zbornica na državnem nivoju tudi deluje v smislu, da bi se zamejila cena, no, ker je agencija pač potrdila ceno, je težko agencijo prepričati, no, da bi, škoda, da niso prišli, no, danes, mimo laboratorij sicer še dobri, no, ni še zadnji korak storjen, kaj so vnesli tam kot ceno plina, no, ker v laboratoriju oni morajo točno po neki metodologiji prikazati svoje stopne stroške, stroške dela, stroške neke elektrike, stroške plina, no, do tiste cene bi radi prišli, s katero ceno plina so oni pripričali agencijo, da bi je potrdila to ceno. Pa se ve na ravnah, kakve so izgube toplovoda? To se ve, ja, to se ve. Se ve, ja. Primerjavo narediti z drugimi daljinskimi ogrevanji, ker jaz tole sumim, da oni niso vzdržovali, tako bi mogli vzdržovati, zaradi tega so pač lepo nabili ceno gor, da pač mi, končni porabniki, njim plačamo to. Milan, bomo to preskrbeli, podatke o tem izgubah so točni podatki v tehničnem smislu. So se zmanjševali izgube, ker so kar nekaj obnavljali, ste videli po ravneh razkopano, pa je, bomo dobili ta podatek. No. Ja, zdaj kot rečeno, no, občina bi zdaj delala te korake za naprej. No, prvič bi jim učitali to diskriminatornost, no, to je tudi Irma našla diskriminatornost, zakaj ne zamejijo cene
toplotne oskrbe za gospodarstvo, kajti za gospodarstvo so omejili dva druga energenta. Župan, če lahko samo bolj konkretno. Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, varstvo odjemalcev, 8. člen, vlada lahko, če pride do nesorazmernega dviga cen energentov, določi, da se cena toplote iz daljinskega ogrevanja ali dodatki k tarifnim postavkam oblikujejo tako, da ne bo presežen določen nivo tarifne postavke ali dela tarifne postavke in tako naprej. To je zakon o... To je zakon. In vlada je z uredbami to naredila. V uredbi o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema je zamejila v 3. členu najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce je 0,073 evrov na kilovatno uro. Drugi odstavek, isto najvišja dovoljena cena za osnovne šole, osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce. So plin bere. Pa je 0,079 evrov na kilovatno uro. Pa o tem govorim. V uredbi so mali poslovni odjemalci, ki odjemajo plin, regulirani, zato nihče od teh tu ne sedi. Ker nesporno je cena energentov naprej. Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, sprejeta od 25.1.2023 do 30.4. Ta pa določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja samo za gospodinjske odjemalce in znaša. Potem je vlada, Ministrstvo za gospodarstvo, sprejelo zaradi draginje, tako glede elektrike in vsega plina, tudi pomoči državne, kjer se morajo prijaviti. Tudi tam, jaz nisem zasledljiva, subvencij, da se lahko iz razloga cene toplote iz daljinskega ogrevanja. Vse ostalo tam je, ja? Tu smo mi dali, jaz upam, da je to, mislim, da je prav tako osnovo zagotovilo, vse sem tudi opozarjala več naše člane, da so dajali vlogo pod tehnološko paro, da se tam ne tršteje tudi daljinsko ogrevanje. Bomo videli, če bojo. Ker tam imate možnost, ampak tam jaz, ko dobesedno berem, najdem vse, najdem elektriko, najdem plin, najdem vse, ne najdem pa daljinskega ogrevanja. Zato se po pregledu vsega tega, se mi zdi in dozdeva, da je v tem delu, zakaj tu niso javni zavodi, ker tam pri plinu pa so, pa vrtci, pa šole in tako naprej. Toplota iz daljinskega ogrevanja je pa zgolj za gospodinjske odjemalce. Se je, za razumeti, država seveda iz državnega proračuna vsa ta sredstva daje. Ampak moje mnenje je, da je vse malo manj, pa pokri vse kategorije. Ne zdi se mi prav, če je, vemo, da je državni proračun omejen, in če imajo 100 enot za subvencionirati pa elektriko, pa toploto, naj bo za vse toplote in za vse, ki so seveda odjemalci, pač enak vatl. To je zdaj videti, to tudi Petrol pravi, da pač mora tako ceno upoštevati, ker ni zamejena. Ostale pa so zamejene. Tako za vaše javne zavode, ki se ogrevajo s toploto iz daljinskega ogrevanja, in tu zdaj ali se gospodarske subjekte, ampak občine imate tudi problem s temi javnimi zavodi, kjer se tudi stroški ogrevanja, ne vem, študijske knjižnice povišajo, pa šol, ki so na tem mediju. Zato bi ta uredba
ta uredba bi pač morala, zdaj velik problem je, a ne, ne vem, zakaj tu ostalih ni. Uredbo Ne sprejme znam vlada, misel, to je Niti državni zbor ne to rabi je iti, vprašanje za državne To predstavnike, je ampak na vladnem nivoju. Ne tu rabi je, niti tu je državni zbor videti iti, no. ta primanjkljaj. Jaz ga vidim bolj tu, ker je povsod je anarhična cena, ampak vi jo čutite zdaj, ker v zamejitvah niste. A ne? Samo ne gre samo za zamejitev, gre za to, da pri plinu so oni zamejili ceno gospodinstva in malih poslovnih odjemalcev. Tule smo pa mali poslovni odjemalci, avtomatsko industrijski odjemalci. Tako je. In Sploh ni postavke. ravno zavode. Se pravi, tule je težava tu. Ivan, izvoli. Zakaj ni za zamejitev pri tem odzemu toplote malih poslovnih odjemalcev in javnih zavodov? Jaz se to govorim. Vse to Ja, je saj isto bistvo. podobno govorite. Vse, kar je tam pri zemeljskem plinu, kar sem vam prej prebrala, bi jaz logično pričakovala, da je popolnoma enako v tej drugi uredbi. Pa ni. Tu so samo gospodinjski odjemalci. Ni šol, ni javnih zavodov, ni malih. To. Mislim, ta uredba bi mi morala imeti Neki javni enak zavodi tekst. So sicer, neki javni zavodi so, šole so nekje v eni uredbici. Je za- Imajo nižje, za daljinsko, ne, za daljinsko toploto. Za daljinsko, Ja, kje pa? ima, ena uredba je. A je še kakšna Ivan, izvoli. uredba? Ena, A ja. je še ena uredba, pardon. Za javne zavode, za gospodinstvo, ne, mislim, Ivan, izvoli. Tako da to so že popravili. Tako da za javne zavode narobe. Ja. Tudi ne za vse. Pa tudi ne za vse, kriti, ja. Tako. Aha. Knjižnica tudi tam Se nima. pravi, tudi za neke vrste javnih zavodov. Tako, za kritično infrastrukturo, neka taka dikcija, ja. Hvala lepa za besedo, tudi sam se ukvarjam s tem že zdaj kar nekaj časa. Nekaj me pravzaprav to zanima, ne, iz prvega sestanka sem prosil, ste mi obljubili, da je pač komisija za nadzor koncesijske pogodbe bila upravljena. Bom rekel, ali so zdaj kakšne ugotovitve fizično bile ali Ja, zapisnik komisije. Komisija je bila že pred dvigom cen, v bistvu, oziroma pred 1. februarjem je bila komisija za nadzor koncesijske pogodbe. Komisija ni ugotovila kakšnih nepravilnosti, oziroma komisija je tudi kontrolirala v bistvu stopnjo donosa koncesijske pogodbe. Stopnja donosa je omejena na ene odstotke, mislim, da 5% je lahko donos iz koncesijske pogodbe in to se je kontroliralo tudi na tej komisiji. Teda komisija je ugotovila za zdaj, no, lahko se sestane kadarkoli, no, namreč mešana komisija, 3 predstavniki koncendenta, 3 koncesionarja, ni ugotovila nepravilnosti kakšnikoli. No, ker ravno če začnemo glede na to, da je odvetnica pač nekaj ugotovitev imela, jaz sem se zdaj na hitrico napisal, kje bi lahko dejansko videli problem, ki ga tudi sam ugotavljam, recimo ta cena bi bila sigurno izstopajoča glede na ostale občine, bom rekel, po Sloveniji in to zelo, ne, tudi do 3-krat ali pa 4-krat proti ostalih, kot je tudi gospodarska zbornica ugotovila. Tako da tu neko razumnost po moji oceni tudi ne vidim glih najbolj, razni iz mogoče nekega določenega problema, ki ga imajo oni sami kot družba. Lahko pa recimo kot laik, mogoče glede na to, da škoda, da ni agencija, da bi lahko razložila, kako ceno gleda, lahko se pa predstavljam, kako gledamo drugi cene, tudi na občini gledamo cene, mi ugotavljamo samo ceno, če je pravilno po metodologiji nareta, da mogoče občani ali pa tule prisotni tudi vejo. Vsi tako ugotavljamo, tudi na občini mi tako ugotavljamo. Vzroka pa lahko ugotavljamo samo na podlagi, če pri dvigu, a ne, tudi recimo, ne vem, pri dvigu vrtca, a ne, če občina ni dolgo vlagala v vrtec, pa ima slabo kurjavo, pa je zaradi tega dvig pol posledično tudi za občane, pa in tako naprej, a ne. Tu je ta stvar, ki jo lahko mi, in tu je občina tudi, bom rekel, sama zelo upletena, saj je koncesijska pogodba strinjena z občino. Recimo, tako da težko ocenim pravila cene pri agenciji, to pač bojo mogli pač verjetno tudi sami povedati, kako do te cene pridejo. Kot sem že podaril, ta cena največja tu, primerjava z ostalimi občinami, jaz sem tudi do iste ugotovitve pridem, da Ravne je pač najdražje, dobesedno. In tu tako štrli to ven, da enostavno mislim, da je to sigurno. Koncesijska pogodba, kot ste navedli, ima možnosti seveda enostranske,
Jaz ne vem, jaz mislim, da so tudi družbe tule zelo lokalno blizu, ko so zelo močne, pa bi mogoče tudi lahko to pokrile, ne vem, zgolj predvidevam. Tudi možnost kakšne dolgoročne spremembe v biomaso in tako dalje, ko je obnovljivi vir energije. Jaz mislim, da to so taka vprašanja, ki se nam porajajo, kjer tudi konec koncev tudi čez mejo imamo tak primer, kjer so vložili v celo vas oziroma že mesto. No? In je tudi šel recimo iz celo privatnih rok. Tako da občina je sigurno zmožna to organizirati, vsaj da se izračuni naredijo, če bi bilo to možno. Jaz prav gotovo vem, da ta manjko denarja iz proračuna bo težko pokriti za 10-letne pogodbe. Bi pa res tule prosil, da tako pa govori, se pravi, če je nepravilnost na strani koncesionarja. Tu pa je zgodba, kjer govorimo, če so pravilni podatki, se pravi 20%, to je pa bistveno manjši strošek, če sem prav razumel. Isto je treba povrniti neamortizirano vrednost do konca koncesijske pogodbe, ampak ta znesek se zmanjša za 20%. Aha, se pravi samo osnovno zmanjšanje, se pravi se lahko tudi... Občine je v primeru, da se ugotovi, da je koncesionar kršil pogodbo. Saj veste, jaz nobenega ne poznam, da bi kaj priznal. To bo tek na sodišču, ne? Ja. Mislim, redke, no. Torej bo na sodišču se ugotavljalo, ali je kršitev pogodbe. To sodišče bo ugotovilo, ali se je res kršilo. Ne bojo se strinjali, to misli. Ne bojo se strinjali, tudi mi lahko rečemo. Torej, če je ugotovljena izključna krivda koncesionarja za to kršitev, ki bomo jo mi očitali in navedli kot razlog za razdor te pogodbe. V tem primeru smo dolžni koncesionarju povrniti vložena, še ne amortizirana sredstva pravice do uporabe, to izhaja iz amortizacijskega načrta, minus škoda, ki je njemu nastala zaradi predčasnega prenehanja koncesije. Ta škoda je pa 20% te neamortizirane vrednosti pravice do uporabe plinovodnega in toplovodnega omrežja. Torej, neamortizirano minus 20%. Ne? Plus 20%, ja. Škoda se je kar naprej že v ceno koncesijskih, da se ne ugotavlja. Škoda se vnaprej, da se pol ne ugotavlja. Šteje še vse, ker bo predčasno prenehala. Ostali načini odkup, vse ostali, pa ko mi hočemo, da razdremo pogodbo, ko ni on kriv, torej koncesionar, so pa vsi protivrednost vloženih še neamortiziranih sredstev iz naslova pravice do uporabe plus pol izgubljenega dobička predvidenega do konca koncesijskega obdobja. Torej za 10 let. Se pravi, če mi vstopimo, je teh 100% recimo, kek bo ocenjeno, če pa je krivda na strani koncesionarja, je pa približno 20% manj, če pravo zastopim. Približno. No. Sašo, izvoli. Sašo Sterk Infosys. Prvo, meni je ta metodologija, ki določa cene, ne more biti prava. Če je do takega rezultata prišlo, da je megavatna ura toplote s kogeneracijo, odpadno toploto, pa ne vem čem, dražja, kot pa megavatna ura elektrike, ki se direkt na elektriko grejemo, taka metodologija, po moje, je nepravilna. Zdaj, napačna ali je kakorkoli je do tega prišlo, sigurno ni prava. Tega tudi, po moje, moramo nekot pred do tega, kak so oni tudi določili. No. Ker brek podatka nisem dobil, kakor sem jaz pisal, so napisali, da po isti metodologiji, ki je v ovnih 56 €, ali da na isti način, da pač plin toliko dražji, sem tudi ni, ali to ne zdrži po moje vode. No. To je eno, drugo, zanima, znamo mi izračunati, koliko nas košta izstop iz koncesijske pogodbe, če so oni krivi ali pa če niso krivi. Ker taj sem jaz prepričan, glede na cifre, kakve se tole sučijo,
se bo sigurno našel eden, ko bi bil to pripravljen prevzeti. Rečemo, če sam tako zračunaš, v 20 letih so oni fiksnega dela, glede na to, da imajo 20 megavatov inštalirane moči, so v 20 letih fiksnega dela pokasirali 20 milijonov, dorek 20 milijonov. Vložili so 2 milijona, kjer sem čul, stalo, normalno so neki obratovalni stroški, pa tak naprej. To so grozne cifre, tako da to bi se našel sigurno v kjeri, no, tako da sam moram biti pa znan strošek, ne? To nismo še računali, bomo izračunali do naslednjič, no, kak bi bil z našega vidika, no, tako je rekla odvetnica, bojo sigurno govarjali, oziroma pisali nenormalne zneske v nekem... No se pravim, če bi mislim, za oba primera, ali to omenja, ja. Se oba isto velata, pač procenti so drugi. Ja. Bomo to zaračunali. Zdaj sama metodologija, mi bomo elaborate dobili, no nismo jih še dobili tudi elaboratu prav originalne, no, kaj je dejansko Petrol priložil. Pisali smo obema, no, Petrol in agenciji, da nam daje elaborate od leta 2018 naprej, no, 2018, ko se je cena 5-krat spremenila, 2019 se je 3-krat, 2022 2-krat, 2022 se ni, pa 2023 hoče ustrajati, no. Prosim. Še eno vprašanje, prosim. Mene prav zanima, zadnji smo govorili, da odpoved dejansko uporabnika je lahko samo takrat, če zagotoviš obnovljivi vir energije, se pravi v zadnji. Mene zanima to, ali to pravno zdrži ali ne, glede na, ali je to v koncesijski pogodbi prav tako navedeno, verjetno je bilo to z aneksom, zaradi tega predvidevam, da je bila to 2002. leta sklenjena pogodba, takrat še te zaveze verjetno ni bilo, ne vem, sprašujem. Drugo se mi zdi, da bi bilo najmanj, kar lahko občina naredi, da sprejme nov aneks, da se lahko recimo poslovni uporabniki odklopimo. Brez tega, jaz mislim, da je ogromno lokacij, ki imamo ogromne probleme, kjer tudi, če ga jutri lahko kupimo recimo toplotno črpalko, je ne moramo postaviti na mesta, ki bi želeli. Sploh Partizanska ulica je taka. Ne vem, če bo občina pustila na Partizansko ulico recimo toplotne črpalke, da bojo po celi ulici gor, dvomim, no. Tu vidim, kje lahko občina zelo pomaga. Se pravi, poslovni odjemalci, da se lahko brez, zdaj koliko sem jaz prebral, 90 dni traja za odklop, recimo moje podjetje je že dalo pobudo za odklop, ampak vem, kak bo odgovor, ne? Če se lahko priklopi na obnovljivi vir energije, trčili bomo v problem, kje lahko stavimo in spet se bo krog vrtel. Zato predlagam, imamo problem tudi, ogromno je privatnikov, kateri so najemniki prostorov in so v zasebni lasti hiše. Tu je tudi en slab pokazatelj, kako se bomo zmenili z lastniki oziroma skupni odklop, ali so zmožni, bom rekel, tega finančnega odklopa ali pa finančnega vložka v samo toplotno črpalko, recimo, če je to rešitev in tako naprej. En kup problemov je, nekateri lahko imajo svoje zemljišče, kjer lahko postavijo toplotne črpalke, ostalih pa nimamo, ne. In reševati moramo problem vseh, ne samo individualno, in to naj bo na tak način tudi naredil in dejansko upamo, da se bo tako. Smo pa tudi, bom rekel, če je le možno, tudi občinski svet, jaz mislim, če je opozoril vlado in tako, da bo tudi na tej strani možno, ampak morate vedeti, tudi sam predvidevam, to je ne vem koliko, okrog 12 občin je na teh toplovodih, ne vem tega podatka, ne vem, mogoče več, no, čist, zato bi zelo prosil, da samo občino glede cene, se strinjam z gospodom, tu je srž problema, ne bom prejudiciral, ampak tako velik dvig je prav zagotovo neka, ne bom rekel, mogoče celo poslovna narobična odločitev ali pa kaj podobnega. Ja, bomo to poročili, kje piše, no, na katerem nivoju piše, da mora biti obnovljivi vir energije za odklop. No. Mislim, da to piše ne v koncesijski, seveda 2020 to ni gledalo, ampak v področni zakonodaji. Jaz sem toliko, ne, ta
grozen občutek je upravičen o tem štrlenju ven te cene, ampak ne zato, ker bi energenti za ostale bili cenejši. Izključno zato, ker cena ni zamejena. Ostali so pomirjeni, ker je cena zamejena. To štrletje je posledica nezamejene cene. Gospa, V tem segmentu, tako jaz to vidim. ja, ampak Petrol ima na drugi lokaciji v Sloveniji tudi ni zamejene cene, pa ima nižjo ceno. To lahko datek še uradno gospa iz gospodarske zbornice preveri. Isto podjetje govorimo. Tudi uporabi plin kot vhodni material za ogrevanje te tople vode. Ne vem, jaz se zdaj pa nisem kot pravnica, sem laično se sprašujem, ker pri nas, če sem prav razumela, ko so neki odgovori bili občinskim svetnikom, da je okoli 87% je porabi na naši lokaciji Petrol plina za proizvodno te toplotne energije. Tako, jaz to razumem, no. Ne vem, pardon, plina. Elektriko, ki jo prodaja, temu se reče kogeneracija, tako da ja, porabijo 83% plina. Sam pravim, oni še elektriko prodajajo, toplota je odpadni produkt tega generatorja, ki proizvaja elektriko, jo mi dobimo, pa jo plačujemo in ne more biti megavatna ura toplota višja, kot pa megavatna ura elektrike, ko jo imam jaz kot neregulirano dobim v hišo. Poprečna cena 153-155 evrov me pride megavatna ura elektrike, megavatna ura toplote pa 223. To breg ne more, ne pije vode v nobenem primeru, zato pravim, da je sporna metodologija, ki se jo izračunali. Lahko jaz kupim plin od svojega podjetja, tako je pa Geoplin, je skupina Petrola, oni so verjetno pri Geoplinu zakupili te količine po teh enormnih cenah in zdaj bo pač je šlo skozi testo metodologijo njihovo in se dobili tako ceno. Ni logično. Se pravi, oni zakupijo plin, ko zakupijo količino plina, tes plin pol gre vse te enote. Zakaj smo pa naravno najdražji, da pa nas najdražji? No zdaj, da ne bojo mediji nekritično povzemali, nismo naravno najdražji. Se pravi, to slaba tolažba. Sladki vrh ima 301 evrov na megavatno uro z DDV-em. Hrastnik ima 269 evrov na megavatno uro, naravno je pa 243. To sem zaradi medijev ponovil, ko če ne bo jutri naslovnica naravno najdražji v Sloveniji. Nismo najdražji v Sloveniji. Vem, da je slaba tolažba. To nisem zaradi vas povedal. Kjer je govorimo izključno o enoti dobavljene toplote primerljivih sistemov, kjer je vhodni element, glavni vhodni element, plin. Naravno je vhodni element še daljinska, bi rekel, odpadna toplota peči iz metala, kjer je, na vsaki položnici imate tega 11%, 2% sta neki dizel agregati, je pa res, kar je prej gospod Cirko vam povedal, če oni hkrati s tem, ko kurijo plin, ustvarjajo toploto, proizvajajo še elektriko, ekstra prihodke. Nam so zaenkrat razlagali, da tiste prihodke odštevajo v kalkulaciji, ko dajo agenciji. Ko dajo agenciji, morajo izredne prihodke odštevati. Tak je bil odgovor Petrola. Nimo mi pa to še črno na belem v smislu elaborata, da bi mi v elaboratu videli. Cena plina na trgu od Geoplina kupljena avgusta, da so jo kupili, je, ne vem, 5000 evrov kubik plina, ne vem, to nimamo še v rokah. Bomo pa nadobili, ko se reče, zakon o informaciji javnega značaja. Smo zahtevali elaborate od 2018 do 2023, da bomo lahko primerjali tudi stroške dela, stroške plina in pa stroške plina na borzah. Bomo lahko malo primerjali, kaj so nam oni dejansko tu zdaj naštrikali v tej metodologiji, ki je nelogična. Jasmina, izvoli, ti si imela vprašanje. Gre pa za to, da recimo Ljubljana je cenejša, tudi če ima Petrol
ogrevanje, ampak imajo kombinacijo. Nimajo samo plin, imajo, mislim, da še sekance. Zato premog. Skratka, dva sistema ogrevanja imajo, zato bolj ljudje ne grejo na plin. Plačujejo manj na plin. Mislim, da v Bruslu, ker moramo iti iz plina kam drugam in se nam bi ta količina. Je pa res to isto vprašanje, pa jaz tudi nisem dobila odgovora tudi od Petrola, ne, zakaj recimo ne, je Sladki Vrh, Hrastnik, Ravne, da niso enotne cene za vsa ta območja, ne, a vsaka lokacija sama kupuje plin, to se meni zdi bistveno vprašanje, ne. Ne, nam so razlagali, da ne, da kupuje Petrol centralno plin. Ja, bolj gre pa glede števila uporabnikov, ne, ker je Maribor več. Če so knjižni firmo, sedi lokacije, sedi tudi energetika več. Ne, pol pa gre glede na število uporabnikov, očitno, ne, koliko jih je, ki je toliko plačujejo. Sladki Vrh je manjši, Ravne in več Poglej. Je delnička že kot oblika, pravim sebe, mislim, da je SDH lasnik. Ja. Dobro, zdaj par smeri nadaljnih aktivnosti smo nastavili, no, tudi da bi se pač dobili pol naslednjič. Aprila, zdaj kdo ima možnost, naj piše, no, oziroma mi bomo predstavili en tak zelo strokoven dopis glede teh uredb, no, da je diskriminatorna uredba. Govorimo o političnem lobiranju in predstavnikom vlade in poslancem, da je pomotoma iz uredbe vlade, To je dobra dikcija, pomotoma očitno niso bili zajeti mali poslovni odjemalci ob tem viru in bom rekla javni zavodi. No? Ampak to je, en del je ta glede pomoči, ki je pri ministru Hanu, tam se mi zdi, da vas tudi ni, drži? Ne, a ne? Pomotoma, to je dobro, ja. Ja, pomotoma, no. Pomotoma. In dve pomoti je videti, a ne? Ok, mi bomo ta dopis pripravili, elaborate še probali zrihtati, no, od agencije, če se bi upirali, bomo videli, no, pa obstaja neke upravni postopek, oziroma povlaščenka obstaja, no. Pa tudi to je nepojmljivo, zakaj ne pride na sestanke, no, se pa ni... Ker se bi lahko preprosto razložili zadevo, ne, se pa smo razumni ljudje, no. Ne, ni ga, ne. Niti agencije ni danes nažal. Ker prosto za vsaj to čim prej, da se reši, ker smo res različni protniki tu in imamo različne probleme glede na to in vsaj v tem delu, da se reši, ker sezona bo sigurno 1, 2, 3 tu, vsaj to, da imamo možnost, vsaj poslovni odjemalci iti na drugi, se pravi, vsaj aneks, da popusti sam koncesionar, da se aneks prepiše, ker jaz mislim, da je to najmanj, kar lahko občina naredi. Absolutno se strinjam, da more Električni generator klopi pa je rešen. On klopi električni generator, skupaj pa je rešen. Klopi se pa elektriko klopi, pa lahko se elektriko greje. To se pa ne sme. On lahko vse radiatorje dolgo žge, pa bo jih faso še. Kako bo cena šla, ne bo vse ostale grediče. To so drugo. Več jih van skonekta. Ne, tožba ne pride v poštev. Tu moš na elektriko, ko sem elektrika, ne ve. Tožba ne pride v poštev. Pri Hobi Peku je bila prepoznana napaka. Hobi Peka danes ni tu. Tam ste se opravičili za napako, glede delilnikov. Kar prijavite, da je nekaj narobe. Hobi Pek, poznate. To je delilniki, pa so nam rekli, da vsi delilniki delajo. S tem, da se je pa enkrat zgodilo, ko smo preverjali, ko smo menjali radiator, ko smo klicali, naj pridajo namestiti nov ta delilnik. So pa rekli, da obratuje ta delilnik. Smo rekli, je rekel, moj mož, kako obratuje, če ga jaz v roki držim. In to dela na toploto, lahko ti na poličko daš, pa bo glih tak delo. Neka toplota se povsod... Ja. Mislim, tu se gre tudi pošteno, zdaj, nekako je pošteno. Lahko skrivaš pa nazaj dol. Radiator v klet zmerili govorijo. Smeš da gre. Gledate, smo zvali, da bo nazaj dol. Ne vrš.
Dobro, te bi se dobili mi v roku 3 tednov, no, računam, da bomo imeli več odgovorov. Komuniciramo tako preko vaje, no. Mi bomo še enkrat jih pisno pozvali, privesti jih ne moramo, no. Privedba zaenkrat ni možna, da jih redarji vklenejo. V redu, hvala za udeležbo danes, no pa prosim za pomoč tistim, ko imajo stike z vlado.